Ker predstavljam stranko Zares, Nova politika, bomo na tem področju poskušali spremeniti politiko tako, da ne bi šla po starih ustaljenih tirnicah, ker vsi vidimo, kam nas je to pripeljalo. Najprej bi mogoče povedala nekaj o sebi in sicer v tem smislu, kaj lahko sama ponudim kot človek. Kot človek imam veliko življenjskih izkušenj, res, da sem nova, vendar politiko že dolgo spremljam in marsikaj me moti, tako kot občanko, kot državljanko. Mislim, da lahko ravno s tem, ker sem nova na tej politiki in ker imam mogoče še malce naiven pogled na te stvari, se lotim politike na drug način, z drugega zornega kota, kot moji sokandidati, nekateri predvsem, ki imajo politiko že zelo utečene, v politiki utečene poti in jim je sistem popolnoma jasen. Stranka Zares ravno to poudarja, da se politika bi potekla po novih tirih, bolj povezana z državljani in državljankami. Sam ocenjujem oziroma vem, kaj se da v parlamentu narediti, pa kaj se ne da, kakšne so možnosti in manevrovski prostori. Konkretno iz mojega programa je razvidno, da je popolnoma obarvan za področje Šentjurja. Sam se nisem dotikal tukaj, bom rekel, nacionalnih stvari, ker vem, da o nacionalnih stvarih določajo koalicije, oziroma odločajo koalicije na takoj drugačni ravni, parcialno kot posameznik pa lahko za kraj narediš dosti, če se ideja malo znajden in če imaš približno dobre odnose z ljudmi v parlamentu. Kakšna bo povolilna koalicija, od tega je marsikaj odvisno in zato so se dve stranki, SLS in SMS, na nek način že pred temi volitvami dogovorili za koalicijo in to mislim, da je nova kvaliteta v slovenskem prostoru. Mislim, da ta odgovornost za spremembe je pravo reklo, se ne nazadnje naša stranka se trudi, da bi ta socialni del programa se čim bolj upel v Sloveniji. Jasno je, da vse te programe, ki so na nivoju države, se ne morejo plasirati tudi v občini Šentjur in Dobje. Lahko se pa na področju lobiranja, pod narekovaji, v poslanski skupini in pa seveda v vseh tistih strankih, ki so nam sorodne, doseže tisto, da lahko Šentjur dobi oziroma se v Šentjurju opravi in zgradi tisto, kar je za Šentjur vitalnega pomena. Da ne govorimo samo o tistem delu, kot je tretja razvojna os in še ostale stvari, kar je izrednega pomena za te dve občini. Torej, je že res, da najbolj nagovarjamo upokojence, pa invalide in tiste vse z dna družbene lestvice. Sigurno pa, če se na eni strani borimo za boljše pokojnine, je to namenjeno tudi delavcem, kajti dobrih pokojnin s slabimi plačami tudi ne bo. Tako da naš program, s katerim Desusov torej, s katerim se popolnoma poistovetim, je pač naravnan na ta sloj, ki je nekje pod povprečjem družbene lestvice. In gotovo je res, da je mogoče to zadevo spremeniti, popraviti, če bomo popravili tudi krivično razdelitev dobrin, ki jih pa ustvarjamo zadosti. Mislim, da Šentjur oziroma ne cela Slovenija je tako majhna, da poznamo najbolj vsi skoraj vse probleme, tako tudi meni so jasne določeni problemi v Šentjurju. Vendar so to državnozborske volitve, tako da jaz mislim, da bomo delali v sklopu našega programa. Se pravi, če bo nam uspel popraviti recimo gospodarstvo, razbremeniti gospodarstvo, razbremeniti kmetijstvo, da bo recimo poprečen, normalen človek imel ene ambicije oziroma ene želje nekaj ustvarjati, da mu bo to omogočeno, ne pa z nekimi pretiranimi obdavčitvami in ostalimi dajatvami. Predvsem, mislim, če bi prišel do tega parlamenta, bi se v prvi vrsti posvetil zmanjšanju proračuna in res mogoče zmanjšanje davkov in lažje
delo te naši vladi. Dobro, naša minuta se iztekla. Jaz bi se mogoče najprej upravičil, ker sem na slabem glasu, ampak ne zaradi politike, ampak zaradi viroze, ki je prebolevan. Tako čisto na začetku. Drugače pa, kako ste rekel, jaz mislim, da se ta politika vlade, ki je bila v minulem obdobju, je odrazila tudi v našem samem Šentjurju. Tudi naša stranka je dejansko podpirala vse tisto, kar je bilo možno z naše strani, seveda, kar je bilo možno vplivati na ljudi, ki vodijo ta ministerstva. Tako da je kar nekaj teh zadev, čeprav mislim, da ni potrebno, da tu kaj posebej naštevam. Je pa seveda res, da je tisto, kar ponujam, prepoznavnost, komunikativnost in pa izvoljivost, ker je tudi mogoče odgovor na čisto prvo vprašanje, ki ste ga verjetno postavili vsem nam tukaj v dvorani. Jaz mislim, da je priložnost dana tudi s tem, da dobi Šentjur poslanca in da nadaljujemo s to politiko tudi v prihodnje. Še 5 sekund, tisto virozo na začetku, da bomo šteli. Hvala. Jaz, če sem razumel intenco vprašanja, ki je bilo na začetku postavljeno, je bilo v smislu, katere so tiste lastnosti, po katerih se, recimo, jaz kot politik razlikujem od ostalih. Kako se isti Ja. Zdaj, jaz bi želel na tem področju govoriti predvsem o 3 stvareh, in sicer o tistih opredeljujočih dejavnikih, ki so lastnosti pristnega politika. To so strast, odgovornost in sposobnost pragmatične presoje. Strast ne v klasičnem psihološkem smislu, ampak kot strastna pripadnost neki stvari. To pa samo po sebi seveda ni dovolj. Če politik tudi odgovornosti za to isto stvar ne naredi za osnovno zvezdo vodnico svojega delovanja. Tretja pomembna lastnost pa je sposobnost pragmatične presoje. To pomeni, da je politik sposoben, da politične realitete vplivajo na njega s počasnim, postopnim, notranjim kopičenjem. Še 5 sekund. In na podlagi tega sprejema odločitve, prave odločitve, ki so pravilne, pravočasne in etično nesporne.